Pozdravljeni! Ta video je namenjen predstavitvi bistvenih poudarkov realitetne terapije, ki sloni na razumevanju človekovega delovanja z vidika teorije izbire. Realitetna terapija je svetovalno-psihoterapevtski pristop, v katerem terapevt omogoča klientu ozaveščanje ključnih elementov svoje frustracije, razumevanje le-teh in razvijanje novih načinov usklajevanja, ki slonijo na novem, drugačnem razumevanju sebe in drugih. Realitetni terapevt klienta spodbuja k bolj kakovostnemu povezovanju z drugimi ljudmi, saj verjame, da so ustrezni odnosi z bližnjimi ključ do sreče in dobrobiti človeka. Teoretska osnova realitetne terapije je teorija izbire. Avtor realitetne terapije, dr. William Glasser, je bil prepričan, da vse dolgotrajne duševne težave kažejo na pomanjkanje zadovoljujočih medosebnih odnosov in to v sedanjosti. Čeprav so mnogi drugi psihiatri verjeli in še danes verjamejo, da lahko poglabljanje v preteklost prinaša izboljšanje duševne bolezni, je bil sam bolj pristaš mnenja, da boleče oživljanje preteklih dogodkov ne pripomore kaj dosti k ureditvi sedanjih odnosov. Vzrok za pomanjkanje zadovoljujočih odnosov med ljudmi je dr. Glasser videl v načinu razumevanja človeškega vedenja in medosebnih odnosov. Prepričan je bil, da je vsak človek zaprt sistem in zaradi tega ni določen s strani okolja, ampak s strani njegovih notranjih navodil. To pomeni, da lahko človek le sam sebe v nekaj pripravi, ne more pa v nekaj pripraviti drugih ljudi. Vse, kar je v njegovi moči, je to, da jim da informacije v zvezi s tem, kar potrebuje in si želi, a ob zavedanju, da bodo te informacije morda padle na plodna tla in bodo upoštevane, morda pa ne. Vedenja drugih so mu lahko le informacija o tem, kakšne možnosti ima, da bi ob drugi osebi potešil svoje potrebe na njemu priljubljen način. Kdaj nekdo sploh pride na psihoterapijo? V očeh realitetnega terapevta je to takrat, kadar mu z izbranimi vedenji dlje časa ne uspe potešiti njegovih temeljnih potreb. To pomeni, da človek dlje časa izbira vedenja, največkrat nezavedno, s katerimi se ne približuje uresničitvi svojih predstav, ampak se morda od te uresničitve celo oddaljuje. Njegov organizem poskuša vsa možna vedenja, ki jih je dotedaj poznal, in ko ugotovi, da se z nobenim izmed teh vedenj ne približuje uresničitvi svojih pomembnih predstav, takrat išče nova vedenja. Ta nova vedenja, skreirana nezavedno v njegovem organizmu, se lahko drugim ljudem pogosto zdijo neučinkovita, škodljiva, slepa, morda tudi nora. Ob teh vedenjih človek trpi, ne zato, ker bi želel trpeti, ampak ker je to vedenje najboljše, ki ga je trenutno odkril in mu nudi vsaj nekaj nadzora nad potešitvijo potreb. Cilj realitetne terapije je omogočiti spremembo tradicionalnega prepričanja o človekovem vedenju kot o nujni posledici preteklih ali zunanjih dogodkov v prepričanje teorije izbire, da ne glede na pretekla ali zunanja dejstva lahko izberemo ustreznejše vedenje, s katerim lahko bolj učinkovito zadovoljimo svoje potrebe. Psihoterapija se zaključi, ko klient integrira spoznanja teorije izbire v svoje življenje. William Glasser je realitetno terapijo razvil v 60. letih prejšnjega stoletja. Od leta 1968 je v Evropi realitetno terapijo prvi uporabljal slovenski psiholog Leon Lojk s sodelavkami. Realitetna terapija je kot psihoterapevtski pristop akreditirana tudi s strani Evropske zveze za psihoterapijo. Hvala za vašo pozornost.